Iniciativa za duševno zdravje Medvode se je oblikovala na pobudo psihoterapevtke Ksenije Kos pred 2 letoma. Nastala je pravzaprav v času korone, takrat, ko se je pravzaprav pokazala največja stiska ljudi oziroma je korona potegnila ven stisko. In jaz kot psihoterapevt pravzaprav sem vedela, da sama ne bom mogla pokrivati zadeve, zato bo treba pač skupnostno pristopiti k reševanju težav. Tako da takrat je bil nastanek, jaz sem pač povabila vse, bom rekla, strokovne delavce naše občine, ki se kakorkoli ukvarjajo s področja otrok in mladostnikov, če se mi lahko pridružijo, in takrat je začela rasti ideja. Začeli smo se povezovati in zdaj mislim, da smo nekje na tej ravni, da lahko rečemo, da imamo napisan program, 2-letni program, ki pa zagotovo se bo na potrebe ljudi še izpopolnjeval. Naš cilj je pravzaprav ta, da odgovorimo na potrebe ljudi. In zakaj je potrebna ena takšna iniciativa na občinski ravni? Zato, ker mislim, da je dovolj, da čakamo samo na državo in da najboljše stvari prihajajo od ljudi. Iniciativa za duševno zdravje je že novembra in decembra pripravila niz 5 predavanj, s katerimi so 4 predavateljice sledile razvojnim obdobjem od dojenčka do mladih odraslih. Namesto predavanj si želijo predvsem srečevanj in to v živo, ne prek zaslonov. Spoznanje je to, da smo še zelo na začetku. Ljudje smo še kar precej v krču, zelo težko se je izpostavljati, zelo težko je komunicirati, tako da pravzaprav je najlažja oblika je predavanje, ker človek pride in samo posluša. Vendar raziskave so pokazale, da na takšen način se neki procesi v možganih ne spreminjajo. Tako da res smo na začetku, želimo več takšnih srečanj, kjer bi radi vpeljevali kulturo komunikacije že na samem srečanju. Ni strokovnjak tisti, ki ima vedno samo prav, ampak da se ljudje sprostijo in da mogoče so ta srečanja ena taka priložnost, ker se v tistem trenutku tukaj in zdaj tudi raziskujejo ob nekih določenih vsebinskih predstavitvah, ki se takrat postavljajo. Razvoj zdrave skupnosti, povezovanje ljudi in ustvarjanje varnega prostora za otroke in mladostnike je temeljni cilj 2-letnega programa dela. Želimo pravzaprav pokriti predvsem področje otrok in mladostnikov, se pravi duševno zdravje otrok in mladostnikov, pa je odvisno predvsem od odraslih. Tako da naši prvi koraki ne grejo v direktni, so seveda v programu tudi direktna dela za otroke in mladostnike, ampak predvsem za odraslimi. Zdaj, kakšen je odrasel, ki daje pogoj za zdrav razvoj otroka. Prevečkrat se dogaja, tudi v moji psihoterapevtski ordinaciji, da odrasli mislijo, da če ima otrok določene težave, pripeljajo otroka in jo bo reševal otrok. Ampak mi danes vemo, vsa nevroznanost nam zelo jasno pove, da temu ni res. Če pripeljate otroka, morate najprej priti vi odrasli. Program iniciative je podprla tudi občina Medvode s finančnim vložkom 50 000 evrov v 2 letih. Odvija se sicer pod okriljem zdravstveno-vzgojnega centra Zdravstvenega doma Medvode. Kontaktna oseba zanj pa je pediatrinja Anja Račelj. Najprej smo se pravzaprav usmerili na šolski prostor. Menimo, da je šola, bom rekla, drugi življenjski prostor otroka in tam se pravzaprav lahko največ naredi, če pride otrok z različnimi težavami, ki izvirajo iz domačega okolja v to širšo skupnost. Tako da naš fokus bo izobraževanje strokovnega kadra, tako da tukaj imamo v načrtu določena predavanja. Ker sem tudi že prej omenila, da predavanja niso dovolj, smo pripravili tudi enkrat mesečno tako imenovane strokovne konzultacije z elementi supervizije za strokovne delavce osnovnih šol naše občine, ki pa se že dogaja. Se pravi, sem v ta prostor že prihajajo strokovni delavci naših šol in raziskujejo vzroke nekih določenih težav, raziskujejo prostor, kaj se dogaja dejansko med njimi in med otroki in kaj oni lahko priskrbijo, da bo otrok sam naredil nekaj, kar pač potrebuje. Potem se bomo seveda posvetili tudi staršem, imamo skupine za starše, skupine za mladostnike, psihoterapevti vstopajo tudi v šolski prostor, tako da imamo tudi delo z posameznim razredom, kjer naprimer, kaj s tem, je veliko nekega nemiru, je prisotno nasilje.
tako kot sem rekla, prvi korak je, da stopimo v ta prostor in na to raziskujemo, kakšna je potreba, in program bo odgovarjal na to. Župan Nejc Smolej je že podal prepričanje, da bo ta projekt postal vzorčni primer skrbi za duševno zdravje, ki je po njegovem mnenju predpogoj, da ohranjamo živo skupnost. V civilni iniciativi za duševno zdravje naslavljajo kot ciljno skupino sicer otroke in mladostnike, posredno pa celotno skupnost. In kakšno je njeno duševno zdravje? No, to je zanimalo tudi nas, tako da naš prvi korak je bil, da smo se povezali s Filozofsko fakulteto in študentje so naredili raziskavo na področju osnovne šole, predvsem pri otrocih in mladostnikih. Mislim, da so delali z mladostniki zadnje triade to raziskavo, tako da tukaj bomo dobili neke določene rezultate, kakšno je duševno zdravje na tem področju. Nasplošno bi pa rekla tako, mislim, da se naša občina nič ne razlikuje od Slovenije, od Evrope, od sveta. Zaradi prevelikega odora, tega individualizma, je človek v bistvu se oddaljil od narave sebe. Se pravi, naš limbični sistem je narejen za povezovanje, mi preživimo samo v skupnosti. In čim smo šli v individualizem, smo en velik del kapaciteta zdravja izgubili. Zato vabljenje nazaj v skupnost, ker samo skupnost nas lahko pozdravi. Nobena zdravila, nobene psihoterapije, če skupnost ni, potem psihično zdravje ni zdravo.